Nahajamo se na ranču Aladin, kjer srečaš ne samo lastnika Damjana, ampak tudi takšne malce bolj eksotične živali, kaj ne? Da s čim se ukvarjate? Tako je, ja, živijo. Ukvarjamo se, pri nas v bistvu imamo živalski vrt, privat živalski vrt, kjer prebivajo tako domače kot eksotične vrste živali. Približno kar iz vseh kontinentov, bi rekel. No. Ja, kaj bo zdaj tale Maša kaj naredila, jo malce predstaviš, pa katere so še tiste druge bolj eksotične živali? Maša je včasih zna tudi malo grizniti, seveda, saj je zver, ne, ampak smo jo malo domačili. Tako je tudi, v bistvu imamo njena starša sta tukaj, tako da se je ona pri nas skotila, tako da zgleda, da imajo dobre pogoje. Poleg risov je naša najbolj zanimiva živalca kamela. So še druge eksotične živalce, od ježevcev, nosati medvedje, rakuni, prerijski psi, do domačih, koz, ovc, oslički, tako da se da kaj videti. Plus tega, da imamo še, ne vem, prostor tukaj za kakšne rojstnodnevne zabave, en kup igral, tako da je, ja. Torej pridejo otroci, starši in zabava je popolna. Ja, lahko preživijo tukaj neki ur ali cel dan, v glavnem se lahko poveselijo in so skupaj z otroci. Ja. Po novem bodo pa tudi prebivali lahko pri vas. Po novem, naslednje leto bomo imeli tudi malo kot en glamping, tako da bodo lahko prišli tukaj, bodo se malo za kakšen dan dlje, lahko bodo malo se ukvarjali z živalmi, meni pomagali na kmetiji, kaj malo sčistiti, nahraniti, tako da na, taki programi bolj bi rekel, po kmetijstvo. No, po se obeta še kakšna nova žival, če tale Maša se bo malce umirila? Pride še ena taka zelo zanimiva živalca, o kateri pa ne vem, če bi zdaj že govorila, ampak bo taka zelo atraktivna. Ena zver. Tako je, lepo povabljeni na Dolenjsko, v Mirensko dolino, k nam na ranč Aladin, si pogledati malo živalce, malo poveseliti, poigrati, pa spoznati tudi takele delčke Slovenije, kot so teli.